Pozdravljeni! Želimo vam predstaviti pomoč pri oddaji zahtevka za CIP in obveznega izvoda spletne publikacije. Pridobivanje CIP zapisa in oznake ISBN za spletne monografske publikacije ter oddaja obveznih izvodov poteka na spletnem mestu Založniki v NUK. Ob prvem obisku portala se je potrebno registrirati. Glede na status opravljanja založniške dejavnosti izberete ustrezno kategorijo za registracijo. Po končanem vnosu podatkov boste na svoj elektronski naslov prejeli sporočilo o registraciji uporabniškega računa. Po potrditvi registracije boste prejeli novo sporočilo in nastavili geslo za dostop do portala Založniki v NUK, kjer nadaljujete z oddajo zahtevka. V nadaljevanju si bomo ogledali celoten postopek, od oddaje CIP zahteve do oddaje končne verzije publikacije. V meniju izberete ukaz Oddaja CIP zahteve. Odpre se vam obrazec v dveh stolpcih. Prosimo, če ga izpolnjujete z malimi tiskanimi črkami. Izpolniti je potrebno vsa polja označena z zvezdico. Ostala niso obvezna. Pri podatkih o oznaki ISBN izberete format, v katerem bo publikacija izšla na spletu. Če bo objavljena v več formatih, izberete prvi želeni format, nato kliknete Dodaj nov ISBN in izberete naslednji želeni format. Polje ISBN pustite prazno, saj ISBN vpisujejo le založbe s svojo ISBN evidenco. Če bo vaša publikacija namenjena prodaji, v polje za ceno vpišete znesek in valuto, sicer pa označite, da je publikacija brezplačna ali ni na prodaj. Polji Naslov izvirnika in Jezik izvirnika izpolnite le tedaj, ko je publikacija prevod, sicer pustite polji prazni. Pri navedbi URL naslova je pomembno, da vodi neposredno do publikacije. Če je dokončen URL znan, ga vpišite v tej fazi, sicer pa v fazi oddaje publikacije z vstavljenim CIP zapisom. Pri podatkih o založniku naziv založnika vpišete brez okrajšav, DOO, SP in podobno. Navedete pa jih lahko v kolofonu publikacije. V rubriki Podatki o avtorjih vnos avtorjev ni obvezen, saj jih bomo glede na podatke v kolofonu popisali v postopku priprave CIP zapisa. Pri podatkih o zbirki ISSN vpišete le v primeru, če vam je bil že dodeljen ISSN za spletno zbirko. Ko končate z izpolnjevanjem, kliknite na gumb Naprej na oddajo datotek. Naložite lahko eno ali več datotek. Naložiti je treba knjigo v celoti, takšno, kot bo na voljo na spletu, z ustreznim in urejenim kolofonom, ki vsebuje vse obvezne podatke v skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij. V primeru težav lahko s klikom na besedilo Težave pri nalaganju datotek v vnosno polje vpišete tudi naslov za prenos datotek ali druge poti. S klikom na gumb Oddaja prejmemo v obdelavo vašo CIP zahtevo, vi pa ste po elektronski pošti obveščeni o uspešno oddani CIP zahtevi. CIP bomo pripravili v roku 3 delovnih dni. O tem boste prav tako obveščeni na svoj elektronski naslov. V primeru nejasnosti nas lahko kontaktirate preko pogovora o posameznem zahtevku. Če vaš zahtevek ne bo ustrezen, administrator zahtevek zavrne ali vrne v osnutek. Več informacij o popravkih, ki jih pričakujemo, najdete v oknu Pogovor. Prosimo pa tudi, da vsa nadaljnja komunikacija poteka na tem mestu. Pripravljen CIP najdete v meniju Seznam CIP zahtev v obdelavi. CIP najdete v polju Zapis CIP in ga kopirate ter nespremenjenega prenesete v vašo publikacijo. Priporočamo, da publikacijo s kolofonom oddate v dokončni verziji že v prvi fazi oddaje. V tej fazi vstavite CIP, podatke v kolofonu pa popravljate le izjemoma. Nato publikacijo z vstavljenim CIP-om naložite v vseh formatih, v katerih bo objavljena na spletu. Po uspešnem nalaganju izpolnite še podatke o dostopu obveznega izvoda v Digitalni knjižnici Slovenije. Na koncu še preverite in navedete končni URL naslov objave spletne publikacije. V primeru kasnejše spremembe URL naslova nas o tem obvestite. S klikom na gumb Oddaj datoteke s CIP zapisom je postopek za vas zaključen. Publikacija bo dokončno pregledana, katalogizirana ter arhivirana v Digitalni knjižnici Slovenije. Zahvaljujemo se vam za ogled, v primeru težav pa si lahko pomagate tudi z navodili, ki jih najdete na portalu, ali nas kontaktirate po elektronski pošti ecip@nuk.uni-lj.si.